Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. No, naše mesto ne bi bilo to, kar reče, ne bi bil vsak dan na mizi kak spor, pa čeprav še tako banalen. Zadnji spor je o labodih in sicer na eni strani imamo Snago, ki naj bi strokovno skrbela za hranjenje teh čudovitih živali čez zimo, in na drugi strani zavednega Mariborčana, kot pravi gospoda Jesenčka, ki pa pravi, da to ve bolje kot Snaga. No, jaz sem na Snago tudi poklical in gospod Petrovčič mi je strokovno razložil, kakšen je njihov odnos oziroma vidik tega spora. Glejte, tako mi rekel, mi smo dali izdelati strokovni elaborat iz tega vzroka, ker se nimamo za poznavalce vsega. In na tem mestu se jaz ne mislim prerekati z vsakim volonterom, ko pride mimo. Sploh pa ne nazadnje je to tudi kaznivo dejanje. To so sredstva porabljena za to hrano, za labode, on pa hrano tako rekoč odtujuje. No, tako zdaj sem ta trenutek na Lentu, kjer sem praktično na delu jel gospoda Franca Jesenčka, ki pa, kot vidim, zanimivo pobira to hrano, o kateri je gospod Petrovčič nedolgo nazaj govoril. Gospod Jesenček, pardon, lahko malo zmotim, reporter Milan. Ja, dober dan. Dober dan, kaj delate, gospod Jesenček? Ja, hrano zbiram to, pobiram. Kaj tu meče? Zakaj pa? Ja, od Snage tu hranijo labode. Vse to ni normalno, to je zmešane. Po vaše to ni vredo, da počnejo. Pa kao še labode hrano, zdaj pa se oni evolucijo spremenjajo, labod preživi tak in tak, kdo ne, pač adijo je bolan, samo kaj bo za to hrano. Razen, če ne mislijo, kaki bal med, ker so pač občinsko podjetje, pa tako vemo, kak je to vse mafija povezana, pa da jih zdaj filajo, pa jih bo pol vror dali. Zdaj edino to. Gospod Jesenček, labod ni užitna žival. Ja, pa sklejte, v toti krizi se krade, pa je marsikaj, tak da. Nisem več sigurn. In kaj bolj vi delate s to hrano pravzaprav? Ja, nekaj v stran vržen, ker to tak sama svinarija, nekaj pa dam v melje, ker tam se oni hranijo. Če ste pa rekli, da se ne rabijo hraniti... Nekaj malega mladičem vržem, ne me zdaj za besede vlečte, ne? Zakaj pa v melju ravno? Ja, ker tam se hranijo, vse te jaz tu hodim, krok oni pa nič, oni pa so kuj tu, pa vsi pa je vum pa dijo, s kiperom. Vse to tak ni. Labodi so agresivni. Jih fila s tem kruhom, razumeš? Boste videli, ne bo 2 meseca, ko bo z neko malo roko laboda iskali, da bojo zaflikali nekomu. Tak so že napadalni poslali. Pa med sabo se cufajo, pa vse to prej, dok ni neko tele prišel, pa je hrano, ni bil labod, je bil labod. Laboda pusti na mir, on si bo hrano najdo. Oni tako toti občinari, ko je moraš vse v lape prenesti. Pustimo labode, zdaj labodi... Kot pa vi veste toliko o labodih, gospod Jesenček? Vse te jaz poznam, jaz živim na naravi, jaz nisem zdaj v pisarniški. Labod ni svija, da ga bo nekdo pito, razumeš? Ni sedi, daj taco, daj plavut, ono sem pa tja. Pa tudi tak svojega dela ne delajo. Pučem na mestnih, ker slavo spučev, da pa še mera polna, pa še dodatne smeti zraven delajo s tem kruhom. Iz kruha ja bolezen pride. Pi, beži beg veliki, no da poberem to hrano, ne želim. Dobro, pardon, ja, ker lepo. Ja, do naslednjič. Mnogo časno, se vidite, kako zdaj. Ja, do naslednjič ne pozabite. No, ja, vredo. Do naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, vendar marsikomu smrdi.